Kljub temu, da gre za evropsko volitvo, očitno ne moremo mimo notranje političnih tem, ker razgleda, da pri evropskih ne moramo več Amerike odkriva. Zato bi tudi jaz postavil vprašanja, posredno navedala na to. Gospoda Bogoviča, sem že Polčana, ki je bil vprašal, ali pomeni to zbliževanje vajenih strank tudi, da boste na županskih volitvah nastopili skupnimi kandidati. Recimo v Bistrici Žagar nad skupnim kandidatom obeh vajenih strank. Glede na obisk v Impolu, da drugo vprašanje me zanima, to verjetno gospa Kirpiš poznam bolj podrobnosti. Ali bo res politika tista, ki bo znova odločala o zahodni odlozi? Je to res politika, ne vem, če to je evropska politika ali je to državna politika? In še tretje vprašanje, mogoče obema predsednikoma, kakšen barometer volilne udeležbe bo udeležba na evropskih volitvah za naslednje volitve? Ma to kakšne zveze ali bo? Res je, da udeležba na evropskih volitvah je standardno nizka, zato tudi sedaj ne pričakujem posebno visoke udeležbe, ali višje, kot je bila do sedaj, čeprav si želim, da bi bila. In si tudi želim, da bi v sklopu volilne kampanje se ukvarjali dejansko z evropskimi zadevami oziroma da bi obudili smisel, zakaj smo pravzaprav člani Evropske unije, katere so tiste prednosti in pa morda tudi pomanjkljivosti, kar je potrebno izboljšati. Žal tudi, ko gledam razna soočenja, se vprašanja vrtijo v zvezi z obrobnimi temami, ne pa o bistvenih stvareh. Kar se tiče našega sodelovanja, mi, ko smo se začeli dogovarjati, smo se načelno že pred tem skupnim projektom dogovorili, da bomo nekako izmenjavali mnenja, sodelovali znotraj parlamenta, da si zaupamo, to zaupanje vsekakor je treba potrjevati, nadgrajevati. In ko smo prišli do tega skupnega projekta, kot so evropske volitve, je to tudi preizkusni kamen za naše nadaljne sodelovanje. Zaenkrat poteka dobro, jaz upam, da bomo na koncu tudi vsi zadovoljni z rezultati in da bomo tudi ocenili, da je smiselno nadaljne sodelovanje. Kako, v kakšni obliki, vse to pa v tem trenutku ne morem povedati, ker glavno besedo pri tem imajo zagotovo organi obeh strank. Zaenkrat pa je to naš namen, da bi to sodelovanje nadaljevali in okrepili na različnih nivojih. Ja, kar se tiče samih, pa mogoče začnemo tukaj, kjer je Ljudmila končala, pri lokalnih volitvah zelo spoštujemo odbore, lokalne odbore. Naša usmeritev je takšna, da kjer je dobro sodelovanje, kjer je ocena, da je modro ali potrditi obstoječega župana, skupaj zvoliti novega, ne bo med obema strankama toliko modrosti, da to naredijo in da tudi z dobrim delom še naprej dobro razvijajo občine, kajti na teh lokalnih nivojih smo zagotovo še bistveno močnejši kot sicer na parlamentarnem. Kar se tiče signala, ki bo dal rezultat evropskih volitev, verjamem, da sem prej nekaj predelnikov dal v naši listi, ne še zdaj enega dan, da bo to zelo normalna lista in zagotovo se tega 25. maja veselimo teh rezultatov in pa tudi verjamem, da dobre osnove za sodelovanje naprej, hkrati pa tudi za nek resen premislek volivk in volivcev. Doslej so tema dvema strankama na zadnjih volitvah zaupali 10 mandatov v državnem zboru. Verjamem, da bo ta rezultat po naslednjih volitvah bistveno drugačen. Zakaj, na čem tudi to zadevo temeljim, tudi v tem srečanju z ljudmi, ki se srečujemo, bodi si za člani, simpatizerji ali pa če hočete z različnimi ljudmi iz gospodarstva in drugih področij, moram reči, da zelo pozdravljam to sodelovanje. Tisti, ki so v resnem poslu, vedo, da vsak sam zelo malo pomeni in da je potrebno znati sodelovati, da je treba znati stopiti skupaj tudi da je narediti korak nazaj. In lahko že zdaj povem, da bomo na naslednjih, ko bomo se drugič predstavljali, ko bodo kandidati za
državno-zborske volitve, bomo tudi presenetili s katerim imenom, ki se dosti lažje odločil za nastop na volitvah, ko vidi tudi neko sodelovanje in povezovanje v slovenskem prostoru. To je ta del, ki odgovarja na to, kar se tiče obvoznice, kot mislim, da Monika še ne nastavljena. Jaz bom kar najprej odgovorila na vprašanje. O zahodni obvoznici bo sigurno odločalo ministrstvo oziroma vlada. Moram pa to dopolniti s tem, da se Evropska komisija oziroma Bruselj večkrat zlorablja, kar se tiče naših vladnih predstavnikov, ki se za Bruslom skrivajo, zaradi tega, ker Bruselj ne da čisti žrega kot nek zakonodajni okvir, kaj naj države članice počno oziroma ene vsebinske usmeritve in razvoj gospodarstva je prva in absolutna prioriteta. Res pa je, da so naši vladni predstavniki že večkrat v izjavah za javnost rekli, da infrastrukture ne bojo več financirani, kar ni prav, zaradi tega, ker edino usmeritev, ki jo je Bruselj dal, je, da mogoče tisto infrastrukturo, ki smo v prejšnjem obdobju izgradili, nekoliko zmanjšamo. Tako da je stvar vlade, na kak način se bo pogajala. Zdaj, težko tudi vlada razloži, da če bo dala, ne vem, 4-5 milijonov za obvoznico, bo dalo podjetje in pol dodatnih 40 milijonov v razvoj in ustvarilo toliko pa toliko novih delovnih mest. Tako da, če tega ne razumejo, mi smo jim že večkrat tudi z županom plastično to ponazorili, že 2 ministroma zaporedoma pa ne razumejo, jaz vem na kak način še jim to drugače razložiti. Ko smo hodili že okrog po terenu, še jaz kot državna sekretarka, so nam recimo tudi v Novem mestu, Krka konkretno, ki je tudi eden izmed naših paradnih konjev, povedali, da imajo isti problem. Tudi oni rabijo neko določeno infrastrukturo, da lahko širijo svojo proizvodnjo. Tako da jaz res upam, da se bo tu vlada čim prej postavila na svoje mesto, ker zdaj razen tega, da nastopajo po konferencah, recimo včeraj je bila predsednica vlade na podiumu, verjamem, da je bilo lušno, ker je bilo 500 podjetij. Zraven je bila tudi državna sekretarka, veselo sta predstavljala že 3. varianto strategije pametne specializacije, ampak žal moram res biti kritična, ker le od nastopu ne pridemo. Tako da ja, mi to obvoznico nujno potrebujemo in jaz upam, da bomo tudi tam dobili sogovornika, ki bo ta plastični primer razvoja nekega uspešnega podjetja razumel. Ker kot smo že tudi tam ugotovili na razgovoru, Impol ni več ključno podjetje samo za občino Slovenska Bistrica, ampak je eno izmed redkih preživelih podjetij v Podravju, ker v bistvu je vse, kar je bilo zdravo, več ali manj propadlo. Ana Buča, televizija Slovenija, zelo mi je bil všeč vaš odgovor na to vprašanje, ker ste hkrati odgovorili tudi na mojo misel, moj dvom o tem, kaj pravzaprav poslanec lahko naredi. Dejali ste, da vzemali se bomo za razvoj gospodarstva, za razvoj kmetijstva, zdravstva, zdrave, prehrane, za življenjske predpise. Vsi pa vemo, da Slovenija z 8 evroposlanci nekega vpliva na te predpise, ki bi bili zelo prenešeni v Slovenijo nimajo. Tako bi bilo bolj pošteno, če bi v svojih teh predstavitvah povedali, kaj bi lahko, če boste seveda izvoljeni, sploh naredili za Slovence. Lahko vas dopolnim, jaz sem govorila tudi v povezavi s slovensko politiko, kjer se dejansko to kaže kot problem. Tako kot je zdaj gospa Monika povedala, mi imamo probleme zato, ker imamo preveč zapleteno zakonodajo, preveč teh administrativnih ovir in vse to ovira, da ne nastajajo nova podjetja, da se podjetja ne širijo. To so dejanski problemi Slovenije. In to, zdaj govorim pač v tem duhu, kaj je potrebno v slovenski politiki, v evropski, je pa ravno tako preveč birokracije. Jaz sem že bila evropska poslanka in vem, kakšne možnosti imaš tam. Seveda, v okviru Evropske ljudske stranke, kamor mi spadamo, en sam poslanec ni nič. Kot politična skupina je pa to bila do sedaj najmočnejša skupina in se da uresničiti marsikatero idejo. Tudi jaz se spomnim, ko sem sama bila, sem dobila eno izredno pomembno poročilo, ko sem delovala v odboru za izobraževanje Europass, ki ga dokument, ki ga uporabljajo po celi Evropi, ko se prijavljajo na različne razpise.
Potem imela sem priložnost, da sem povabila celo delegacijo v Slovenijo, pa konkretno smo takrat vem, da tudi Maribor, da je postala Evropska prestolnica kulture, čisto v začetni fazi sem mogoče bila prav jaz tista, ko sem rekla, da ne Ljubljana, ki je že tako slovenska prestolnica, da je treba spodbuditi druga mesta, da bodo dobili neko vlogo. To zdaj ste se nasmehnili, jaz ne mislim, da sem zdaj jaz tista najbolj zaslužna. Ampak to so stvari, ki jih lahko usmeriš, predlagaš, nekaj narediš. Res pa je, da med 751 poslanci, ki bodo v prihodnosti, 1 ali pa 8 nimajo odločilne vloge. Samo na način dela, ki je, če imaš dobro idejo, predlog, če si recimo poročevalec za neko poročilo, imaš pa odločilen vpliv. Recimo tam, kaj je delo poslanca? Evropska komisija da neki predlog, potem ga politične skupine obdelujejo in vsaka skupina ima za neki predlog poročevalca glavnega, druge skupine pa za isto poročilo poročevalca v senci, se reče. In če si ti zadolžen za eno tisto poročilo, imaš najmočnejšo besedo. Seveda je težko tudi do njega priti. Jaz sem bila prav vesela, ker sem bila prva slovenska poročevalka, prav za ta Europass, ki je pomemben bil in sem lahko imela neki vpliv. Ne moramo si pa zdaj predstavljati, da pa zdaj bo Slovenija vse naredila, ampak če imaš idejo, koliko lahko, seveda, in koliko si aktiven, pa lahko tudi neseš. Najbolj narobe bi pa bilo, če bi rekli, kaj pa tisti 8 poslanci, boljše, da sploh jih nimamo. A bi bilo to prav? 8 jih pač imamo, procentualno lahko rečemo, da več kot Nemčija, ki je, ker pač glede na število prebivalstva procentualno ima manj kot mi, pa glede na dane možnosti pa so priložnosti in možnosti, da se izpostavijo tudi slovenski problemi, opozorijo in da se lese. Najbolj pomembno pa je, jaz sem bila poslanka v času, ko je Slovenija tudi predsedovala. Takrat se je pa dalo veliko narediti, pomembna je pa ta povezava med slovensko vlado in slovenskimi evropskimi poslanci. Sama sem lahko spremljala, v tistem času smo intenzivno sodelovali, marsikaj premaknili, ker poslanci pač imamo dostop do drugih poslancev iz vseh političnih skupin in tudi sama sem videla, kako delajo nemški poslanci, francoski, kako skušajo zakonodajo vnesti tisto, kar so jim doma naučili. Tukaj v tem trenutku, ali pa ta vlada tega, tako se pravi sedanje evropski poslanci, ni najbolje izkoristili. Prav to sodelovanje med slovensko vlado in slovenskimi evropskimi poslanci je izredno pomembno. Če se stavim, da vam to vprašanje tudi podobno, slično sem doživel, ko sem bil župan in so me vprašali, bolje si župan, da greš kandidirati za državni zbor in kaj boš tako državno zboru naredil. Jaz mislim, da so te funkcije, katerakoli zelo pomembne in odvisne zelo veliko ljudi, ali znajo iz te funkcije narediti tudi koristi, ki so iz tistih funkcij pritičejo. Vi imate tu, ne vem, v vašem prostoru celo vrsto poslancev. Zelo različne so, po moje, so rezultate njihovega dela v nekih mandatih. Jaz vam mirno reči, da to, kar je gospod Ljubila dejala, tisti, ki bodo s te liste izvoljeni, bodo, tako kaže tudi javno mnenjske raziskave v Evropi, predstavniki največje grupacije. Razlika med slovenskim, Evropske ljudske stranke, razlika med slovenskim in Evropskim parlamentom je tudi ta, da je dosti več stvari sprejemanih z dosti večjo podporo in niti tako ostre rešnice, kot je pri nas med koalicijo in opozicijo. In tisti, ki Slovenijo zastopajo v takšnem prostoru, mislim, da imajo zelo veliko priložnosti, da prinesijo kar nekaj Slovenije v Evropo in to, kar večkrat radi rečemo, več Evrope v Slovenijo. Sam sem kot župan si zadal eno ključnih nalog, kaj da naredim, čim več ljudi, občanov, občine odpeljati v povratna mesta. Eno je bilo v Baden-Württemberg v Nemčiji, Oberheim, drugo je bilo Črna voda v Romuniji, na Črnem morju, tretje je bilo, na primer, Bajna Bašta v Srbiji. Najbolj mi je stalo v spominu potovanje, ko smo šli z mladimi rokometaši in pa odbojkarcami 16-17 let starimi z avtobusom preko Džebra pa do Črnega morja.
nismo šli samo do Salzburg kabinet, pa tiste najbolj lepe države. In ko mladi ljudje spoznavajo, kaj pravzaprav imamo pri nas, koliko smo vredni in kaj počnemo. Jaz mislim, da je eno od večjih poslanstv, ki ga morajo tudi evropski poslanci narediti, nositi to Evropo v Slovenijo, pa Slovenijo v Evropo in obratno. Če ima kdo priložnost spoznavati ključne odločevalce s temi ljudmi, prepoznati našo Slovenijo in iskati priložnosti, imajo to evropski poslanci. V drugem delu mirno rečem, mi bomo morali pravni red, norme, vrednote, ki veljajo v Evropi, enostavno sprejeti in jih prinesti k nam. V sodelovanju med državo, vlado, poslanci lahko marsikaj naredimo, bojo pa v naslednjem 7-letnem obdobju po moje ključne odločitve, ko bo potrebno ugotoviti najbolj znotraj Evrope, kjer imamo 18 držav za evrom, smo del te skupine, nismo del te skupine in mislim, da bo v naslednjih letih kar nekaj več tudi resnih odločitev, kjer se bo tudi to, kot je že večkrat rečeno, ustvarjala Evropa večjih hitrostih in se bomo morali odločati, v kateri bomo živeli. In da sem trdno prepričan, da je tu naloga evropskih poslancev skupaj s predstavniki vlade, ki se delujejo v svetu ministrov, z predsednico vlade, ki sprejema ključne odločitve v okviru sveta, so ključne stvari. In jaz ne bi tako zamahno čez ramo, kaj lahko nekdo naredi. Je pa zelo odvisno, kdo bo tam. Funkcija, samo po sebi, da nič funkcijo naredijo ljudje, bodi si to predsednik krevne skupnosti ali pa evropske poslance. Samo na dve stvari bi spomnila. Veste, preden je postala Hrvaška članica Evropske unije, pa kdor je bil na morju, koliko smo plačali za SMS-e in te storitve in kako drugače je zdaj kot članica Evropske unije. Pobudo za enotno ceno SMS-ov znotraj Evropske unije je dal prav naš Lojze Peterle, Vivian Reding, ki je bila takrat za to zadolžena in se je začela stvar odvijati. Letos je prejel Lojze Peterle nagrado za najboljšega poslanca na področju zdravstva, ker je prav zakonodajo priporočila v zvezi z rakom, nenehno spodbuja, vodi tudi tisto skupino in se na tem področju je rak postal ena od prioritet na področju zdravstva znotraj Evropske unije. Tako da jaz za druge poslance Evropske ne vem, kaj so delali v takšni stvari. Poznam pa dobro tudi dosedanjo evropsko poslanko Romano Jordan, ki je bila tudi že moja kolegica in že takrat zelo uspešna. Jaz vem, da na svojem področju, ki ga je pokrivala, je bila izredno uspešna in cenjena in mnogi njeni predlogi so prišli not. Tako da je tudi od vsakega posameznika odvisno, kako se angažira, kako se stvari pozna in kaj lahko znotraj tega naredi. Tudi če si eden ali pa če je samo 8. Če oštuje sledi ministrica lokalna televizija, dve vprašanje je za gospodino. Najprej po tej zadnji raziskavi parametrov, ki menda 34% evropejcev relativno zadovoljni z bivanjem oziroma s bivanjem skupine narodov. Kako vi vsi ocenjujete ta odstotek? Pa še eno vprašanje za skop. Se opravičujem, nisem dobro slišala. S čim je zadovoljni? Z vprašanjem oziroma anketo. Ja? O sobivanju v tej skupini evropskih narodov, Slovenci. To je zadnja raziskava. Aha, Pozitivno Slovencev. sobivanje v tej skupini. Tako pa še je drugo pa. In glede na to, da se za vstop v Evropski parlament podeluje tudi lista z zelo pomembnim imenom, Slovenska služba, me isto tudi to zanima, ker očitno v percepciji slovenske javnosti to mesto evropskega poslanca očitno figurira kot slovenska služba. Zakaj menite, da je temu tako? In to vprašanje seveda postavljam v kontekstu tega, da je služb v Sloveniji sploh pa slovenskih sektorjev proizvednih. Ja, glejte, Sloveniji pripada 8 evropskih poslancev, v prejšnjem mandatu 7. In v prejšnjem mandatu, ko sem bila še jaz, smo imeli slovenski poslanci enake plače kot slovenski doma. In to je bil velik razpon. Od tistih, ki so imeli v nekaterih državah 700 evrov, do tistih, ki so imeli 12 000 evrov, kot so imeli Italijani.
In ker je bila tako velika razlika, so se odločili, da bojo odslej imeli vsi evropski poslanci enako plačo in izplačano iz Evropskega parlamenta, torej skupno. Prej pa vsaka država za svoje plačevala. In tako je nastala neka srednja vsota, bom če tako rekla, med tistimi, ki so prej imeli več in tistimi, ki so prej imeli manj. Zdaj vas pa jaz vprašam, a bi se vam zdelo prav, da bi zdaj se pa slovenski poslanci odločili, ne, to je pa zdaj preveč, mi pa hočemo imeti manj. To je ena stvar, če je to osrednjo urejeno, pa tudi biti na neki funkciji, na kateri si bil neposredno izvoljen od ljudi, mislim, da mora biti tudi primerno plačana. V Sloveniji politična funkcija ni primerno plačana, pa se jaz ne pritožujem nad svojo plačo. Poslanci so mislim, na 216. mestu. Samo ljudje mislijo, da imamo mi bajne plače, če pa pogledaš nekatere direktorje zavodov, menedžere, tako imajo precejkrat večje plače, pa se ne pritožujem nad plačo. Samo v slovenskih glavah je neka percepcija, ti imajo pa veliko denarja, ti pa so ne vem kaj. Glede na zahtevnost funkcij, recimo predsednika, vlade, ministrov, države, smo mi nenormalno nizko plačeni. Torej, pa se ne pritožujem na svojo plačo, ampak v primerjavi s cenjenost te funkcije in odgovornostjo, ki jo imajo v mnogih drugih državah. In zato se potem moramo tudi vprašati, kakšni ljudje grejo v politiko. Eni uspešni menedžerji ne grejo, zato ker ni nobenega motiva, da bi pustili tam eno tako mesto. Zato tudi kvaliteta pada politikov. To je ena stvar, torej ta plače so skupno urejene. Druga stvar, zakaj je takšen odnos do ljudi? Ker se tudi v času kampanje ves čas postavlja v ospredje prav ta vidik, kako so evropski poslanci bogati, kakve plače imajo in tako naprej. Ne govorimo pa o smislu Evropske unije, kaj smo mi s tem pridobili, kaj je prednost, zakaj imamo poslance in tako naprej. To se pa zanemarja. In zato na koncu zgleda, kot da so to eni koristolovci, koristoljubi, ki samo zato kandidirajo, da bo imeli tam lepo plačo. 8 ljudi, ki bo tam, ki primerjavi z mnogimi drugimi nimajo tako hudo velike, pa nič ne se pritožuje. Torej, moj motiv prvi gotovo ni plača. Jaz sem že bila evropska poslanka in vem, da je tam veliko dela in da tudi ni tako enostavno iz tedna v teden potovati, tam delati, v različnih jezikih delati, družina vedno za to tudi trpi. Tako da jaz mislim, da moramo končno v ospredje postavljati evropske teme, zakaj smo mi člani, kje so prednosti, kaj lahko naredimo, ne pa tisto znano slovensko fovšijo, da se v njim vse skoncentrira samo na plače. A pa ta odnos, gledajte, vse to, ker tako negativno se govori, tudi ta mlada, veliko stvari pripisujejo, ali pa nekatere stranke pripisujejo Evropi. Evropa lahko nas reši, Evropa lahko to plača, Evropa zniža naše davke. Evropska unija je zveza 28 držav. Vsaka država sama rešuje bistvene probleme in zakaj bo ena Nemčija, ki že tako največ plačuje v evropski proračun, zakaj bo plačevala naše napake, pa naše grehe? Mi sami smo naredili, da smo v taki krizi, ker pri nas so bili ljudje, ki so kradli ali pa spravili podjetja v stečaj, pa denar nikam drugam. Mi nismo naredili reform, na katerega se Evropa opozarja, ne zato, ker je grda, ampak zato, ker tiste države, kjer so reforme naredili, vejo, da je to treba narediti, mi pa nočemo, mi pa hočemo ohraniti tiste privilegije, pa tekmovati hkrati z drugimi gospodarstvi pa podjetji, ki živijo v drugi državi. Tako da velikokrat napake, naše notranje napake pripisujemo Evropi. Evropa nam je bila pripravljena dati pomoč po 1% obrestni meri, seveda ob tem, da mi naredimo določene reforme. Ampak je naša predsednica vlade rekla, ne, mi želimo ostati neodvisni, mi bomo raje vzeti kredit po 5-6% obrestni meri, da bomo bolj neodvisni.
Torej, dolgove smo povečali in s tem smo postali bolj neodvisni. Kakšen je smisel? Če bi pa sprejeli to, bi pa seveda morali odpraviti določene stvari, zato, da bi lahko potem napredovali. Tega pa nočemo. Ne rekel na enem soočenju Erjavc, potem bi pa drastično padel standard, če bi mi zmanjšali, če bi naredili te reforme. Ja, na čigav račun pa mi zdaj živimo. To vemo, da ne gre. Trenutno lahko še tako živimo. Kaj pa prihodne generacije, ki nimajo niti služb, ki nimajo stanovanj, ki nimajo nekega upanja. Zato moramo mi to zdaj narediti, ker ne moramo uživati standarda, ki ga ne zaslužimo. A sem dovolj odgovorila?